Fantastično. Še kakšno? Sem pa seveda že bolj heavy metal. Odaj pa heavy metal, kaj si vse. Muska je muska, a ne? Sometimes we feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that someone's always there. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Odlično, fantastično. Bo še na posnetku, Jo bomo pa zadavali, ne? Kaj rečete, tisti, ki veste, prosim, da ste tiho, ampak ostali, ki ne veste, oziroma, kaj se vam zdi, koliko ljudi je medved od začetka druge svetovne vojne, torej 1941 do danes, koliko mislite, da je ljudi ubil? Več kot 1000 že. 10. Manj, Enega. manj. 3. Nič. 3. Za četrtega ne ve, a je umrl naravne smrti ali ga je pač medved pokončal. Sprav 3 ljudje za prmej so umrli od medveda. Ampak v Sloveniji. V Sloveniji, v 80 letih. V Jugoslaviji se reče. No, se pa 2 minuta. Jaz sem tudi hotel reči. Ja, ne, ker je lahko še. Kaj? Pa Jugoslavija je. Nismo zdaj mi v Ja? Ok, prosim. Divja svinja je ubila več kot 100 ljudi v istem obdobju. Kdo je bolj navaren? Divja svinja. Torej, nekaj moramo vedeti, da nihče ne mara presenečenj, niti divja svinja, niti medved, oziroma tudi vi ne. To pomeni, če bi jaz prišel k vam o polnoči v vašo hišo ali pa stanovanje, v vašo sobo, pa rekel, o živa, kako si? Dobar. O, je, party! A ne? Strašno ko... A ne? Jaz bi padel. Jaz bi šel sam po puško. Pa se kao malo poznamo pa to. Ampak jaz bi Ampak to rabo, to se to ne dela. Ne morete kar človeku uleteti v spalnico. Hvala, sama. Kaj pa če je enak? Neprijetno, ne? Pa to je, kot sem rekel, čudno. In tega nihče ne mara. Ko pridemo k nekomu na obisk, moramo najprej pozvoniti. pozvonimo, potrkamo, Ali pa poklicati. pa pridejo odpreti vrata ali pa ne pridejo. Ne, Ne najprej vletimo moraš kar noter pa poklicati. iščemo, kje pa si, pa kar v spalnico. A pa je bil Medo? A je bil Medo? Ja, Medo je bil prava. Veste kako ona to previdno na mestu laja in ne gre do njega, ker bi jo napadel. Ali pa bi šel za njo, pa bi ga nam pripeljala sem.
Aba je izkušen lovski pes, ima vse papirje za lov. Res? Vi imate. Ne, ona jih ima. Ona je bolj pametna, ima več šole, kaj je. Hecam se. Are, nima. Ima. Pravim, da ima vse dokumente za lov. Gonič, ne, posavski. Ima rodovnik, je upisana v... Tudi tisto, kaj že, tisto stvar za točke, ker moraš, da je to lovski pes. Ja, tako je. Naravni preizkus za snov, pa potem mora tudi glasno goniti, ne? Ne, aba. Ti si to vse upravljal, te izpite. No, moj dedi je imel pa že 3 take pse, no, A je zdaj pa lovec? še, ni lovec, sam pač jih vzgaja tako. Aha. In ta zadnji njegov pes je imel, se mi zdi, da od 200 točk 198 točk. Možni. Pa še tiste 2, ki je izgubil, je bil v bistvu on kriv, ta moj dedi. Ni bil pes. Ker tega, ker je nekaj narobe naredil. Ja, Moj deda tako je. ima 2 puške. Eno šibro pa eno bezlako. Praviš, da tega ne govoriš po celo vidu? Pri medvedu smo ostali. Ja. Kot sem rekel, ne mara presenečen, Kakor ljudje, ne? kakor ljudje ne maramo presenečena, ne? Se pravi, in če mi pridemo v gost, smo prišli v medvedovo dnevno sobo, jaz rečem. A pa ti teče stran. Tako nekako je tukaj njegov dom, ne naš. A smo mi tle doma? V gozdu. A imamo medveda mi v dnevni sobi? No, Rusi ga imajo. Ja, ampak mrtvega, ja. Sprašujem mi Slovenci, mi tukaj. Ja, če ga vzgojiš, ja. Ja, iskajo medveda. Dobro, Vzgojiš, če dajmo malo resnosti, prosim. Ok, začeli bomo pri scenariju, da zagledate medveda, pa on vas ne opazi, se pravi, da je to nekih 50-100 metrov, on gre svojo pot, mimo vas, ne proti vam, ali pa kakorkoli, kaj naredimo? Ali se deremo, upijemo na njega, Če imaš kakšno čas, Ali pa stran. nad s pištolo na sebe. Ti ga zaumažemo na stran. pa ti, Umaknemo se, od kjer smo prišli. ali pa skočiš, Drugi scenarij je ta, če pridete vi po tem hribu gor, pa merite iz unga hriba gor, potem, torej, da v zadnji, prav, kaj je hrib tako, veter pa tako piha, v to smer. Prav, mi prihajamo pa tako, veter pa tako piha. Sprav, ne more on ne zavohati, ne mi njega, ne? Ker običajno boste medveda prej zavohali, kot zagledali. Jaz sem ga zavohal enkrat. Ja, možno. Smrdi po mrhovini. Ja, res je. Fuj. Ja. mrhovina mi je meni. Diši. Lahko je bila mrhovina, lahko pa je bil medved v gošči. Ja. Ja. Tako, Lahko se je pa Brundo kaj skrival. se pravim. Drugi scenarij je tak, kot sem rekel, da po nesreči pridemo skupaj, potem pa je morate pač par stvari res upoštevati. Prva stvar te je, se ne derete, res je. Pa ti se odmikamo, tiho, počasi. Ampak ne smemo teči, če ne greš A lahko prosim jaz povem, pa boste pa še vi dodali, če sem šli pozabil. Prva stvar, ki vi zagledate medveda, je to, da ga ne gledate v oči. Ne smete mu obrniti hrbta, ker boste avtomatsko postali plen. Takoj. Čim on ne vidi oči, vas bo napadel. Dokler on vidi vaše oči, ima spoštovanje, respekt se reče. Ja? Sprav, ne gledate ga pa v oči, ker bi ga s tem direktno dražili. Mislim, da ga izzivate. Dajte stegnite tako roke, pa paste na soseda, da ga ne boste udarali po nesreči. Pa takole stegnite prste, gledajte naravnost, pa mahite takole s prsti. A vidite, kako imamo širok zorni kot? A ste videli vaše roke, kako migata obe? Ja. Pa naravnost gledate. Jih vidite s kotičkom očesa? No, enako držite s kotičkom očesa tega medveda. Torej, ne umaknete pogleda z njega stran, oziroma, kot sem rekel, ne smete ga pa gledati direktno v oči. Gledajte pred njega, v stran,
Vstopalen. V kremplje lahko, ja. Ali pa tako pred njega, ali pa tako, da ga pač kakorkoli. Prva stvar, ki je, se bočno postavim. Zakaj? Ker sem ožji. Kakor tako. Ko sem širši, je tako? Ko sem širši, če se postavim tako, sem že ožji videti. Sem že manjša nevarnost, se reče, ja? No, in potem je dobro, da kaj od sebe dol spustiš. Ne vem, kapo, klobuk, nož, ruzak, sendvič, kakec, iz hlača. A ne? Posrovka se zgledali. Ja. Si, Lariš, če medved... Torej, karkoli pustite na tleh, dajmo reči, da sem pustil mu nahrbtnik, a ne? Mu pustimo nahrbtnik na tleh in se počasi umikam in mu prigovarjam, lej medved, jaz sem prišel sam po borovničke, po jurčke sem slišal, da rastejo. Prosim, pusti me pri miru, nič ti nočem. A ne? In mu prigovarjate in se ves čas kaj umikamo in s tem ustvarjamo razdaljo med nami in medvedom. Če bo še ta medved oziroma medvedka običajno to naredi, samci se nas bolj bojijo, kot mi njih. Medvedka ima pa razlog, zakaj je pa se to obnaša. Tako je, ker hoče zaščititi svoje mladiče. In zdaj je odvisno tudi od mladičev, kaj bojo naredili. Če bojo oni zelo hitro zbežali stran od vas, bo tudi medvedka šla stran od vas. Če bojo pa mladiči en tam, je pa lahko kar problem. Torej, od mladičev je zelo odvisno, kako bo mama... Hitro odla pa se tako naskače. Jaz se bi. Ja, ena opcija pravi, da je tako, ja, če if they're brown, lay down, if they're black, fight back, if they're white, good night. Ne? Se pravi, če je rjavi, if they're brown, lay down, se leži na tla, zaščiti si te žile, a ne? Žile, vratne žile si zaščite, pa vitalne organe tukaj na trebušni votlini. Greste v klopčič, noge pokrčite. A tako? Ja. Kar na gombico. Tako. A tako? Ja. In kaj če Kar da bi skočil. Tako v čim manjšo kepico se daš, a ne? A tako? Ja. Pa si zaščitiš, kot sem rekel, vitalne organe, a ne? Da ti jih ne vrne. Ja, da ti ven ne rukne. Od samega hudega. Ja. Ok? Če je črn, ga morate prebutati nazaj, če ne vas bo on ubil. Ful so agresivni, bolj agresivni kot rjavi medved. Sam kako boš grizlija prebutil? Nisem rekel grizlija. Ali pa medved? Grizli je enako črni, torej rjavi medved. Ali črn? Še enkrat. Imamo grizli, ki je enako rjavi medved. Sam je večji. Tako, zakaj? Ker ima več hrane. Ima več poginulih živali, ima več brusnic, ima več lososov, a ne, ki so zelo mastni. Živi na Aljaski. Morate vedeti, da losos gre, kaj? 30 gramov ribica v morje in se vrača nazaj 30-kilska riba. In grizlija pa zajave in 30. Ja, na začetku pojejo celo, na koncu pa samo še ikre jejo medvedi. Kaj? Na začetku, ko so ful lačni, celo ribo pojejo, ne? Pa se pa že zmišljujejo, pa puščajo, samo stiskajo, pa samo ikre pojejo, ne? Ali pa še jajca poje. Jajčeca. Pa tudi kostko pojejo. Na začetku, ja, pravim. Ok, smo rekli, rjavi je enako grizli. Samo grizli, se pravi, pri nas dosežejo nekje do 400 kg medvedje, grizli pa tam do 700-800 lahko tudi, ne? Sploh ni problem. Potem so še kodjaki, ki so večji, a ne, in tako naprej. In pa severni polarni medvedi, ki pa sploh ni šans, oni so pa res zelo agresivni. Kdo? Polarni medvedi, beli medvedi, ne? Največji so. Roko kot krožnik. Ja. Grizlija je še manjši od polarnega medveda, ne? Grizli je manjši od polarnega medveda, res je. Pravim, kodjak je še večji od grizlija, kodjak. A, to pa je. Ja. Sam kaj kot? Je pa še ene par drugih, ene 13 vrst, mislim, da je teh medvedov, če se ne motim. Ne me držati za besedo, lahko je kakšen več ali pa kakšen manj. Pomembno je, da veste, da v Evropi živi samo rjavi medved, tako je.
Ni črnega in ni polarnega medveda, zaenkrat še ne. Kaj če vidiš črnega, vzameš mačeto in ga prebutaš. Pa kaj pa če imaš? Ja, ali pa ga ustreliš, ali pa pač kar imaš pa rok, ne? Ali pa s Če greš verjetno pripravljen na območje črnega medveda. Kaj ti bo nož pomagal? Velik. Glejte, Ali pa da mu ga vržeš v glavo. poslušajte, ne govorimo o nasilju, govorimo samo o obrambi. In po tem času bo medvedka začela razmišljati, a je to sploh še smiselno, da jaz tega človeka napadem, mladiči so pa že zdavnaj pobegnili. Verjetno se bo samo obrnila pa šla za njimi. Kaj pa če ne? Če pa ne, poslušaj naprej scenarij. Sprav, od vas je samo to pomembno, da mu nekakor ne obrnete kaj? Hrbta. Če ne veš, pa da ga skozi gledaš. Da ga imate ves čas na očesu in da se ves čas umikate in mu nežnim glasom pregovarjate, Medo, jaz ti res nisem hotel nič posebnega narediti, samo po jurčki sem prišel. Sosed mi je rekel, da je 2 košare nabral včeraj gor na Blošku, pa sem še jaz prišel in se mu takole umikate, ga imate lepo na vidnem polju in kot sem rekel, greste nazaj, ne boste mi ušli. 60 na uro teče. Najhitrejši tekač okrog 40 na uro teče na svetu. Bolj, ne? Ja, sej Medo tudi nateče na dolge razdalje 60 na uro, ampak na kratke. Ja, če pa taka eksplozija, da vam ne znam povedati. Drugič, Kako pa če na dolge razdalje teče? gre pa počasneje, ne gre 60. Okay. Plezalci so vrhunski, ne boste mu ušli. Ne pomisel, da bi Plezanje že ne. Ali ga bo zdaj pa splezal za vami. Splezal bo za tabo in te bo zvlekel dol, če se mu bo zazdel. Ja, potem pa na drugi drevo skoči. Kaj sem rekel? Nič od tega ne počnite, se pravi ne bežite mu, ne plezete na drevo, ampak naredite to, kar sem vam rekel. Nič drugega. Daš mu ruzak. Daš mu, pa če ga bo odnesel, pa ne ga odnese. Sem ruzak. Božko, da vas poškoduje. Ja, pa vse se hočemo. Eno veš, kaj ga predanem že. Ja, pa če bi tebe odnesel. To gre na YouTube, kar sprašujete, fante, no. Dajte sprašovati take stvari, no. Smiselne, ja. Ne smislih, mislim, neumno vprašanje, neumen odgovor, tako bom rekel, no. Mislim, pa ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori. Toliko vas prosim, da boste smiselna vprašanja, ne nekih fantazijskih pravljic me sprašujete, prav? Vem, da radi risanke gledate, pa filme, znanstveno fantastične, pa take. V glavnem. A mladiči te lahko napadajo? Spomladi. Kaj misliš? Ja. Evo, pol pa lahko. Če misliš, da ja. Če te mladič ugrize, te tako mama. A se mu boš pustil, ali kva? Ne. Kaj boste naredili z mladičem? Ga boste vzeli seba, kje si? Ne, vrne ga bomo mami. Ne, mami ga treba vrniti. A se vi zavedate, da je mama nekje v bližini? Ja. V 6 ga ugrizana, ga pa brcano rit, da bo šel čim dlje stran od tebe. Bože, bi najraje zadel. Če vidiš me, pa mladiča sem takole. Ja, Ga lepo pa daš vidite pol, mamici. kaj bo mama rekla. Rekli mama te bo. Te ona pol nekam Zadušla. zadušla. Moraš ga pa pojeti pa reči. Ona te bi za mamo na ti ki ga imaš. Ja, ne gre to tako. Bog ne dej, da vas vidi, da ste se dotaknili njenega mladiča. Ali pa če ne vidite vseh treh, ali pa lahko od enega do 4, ne? Če ne bo videlo vseh 3 ali pa 4, Bo problem. velik problem. Ampak, kaj smo rekli? To se nam ne more zgoditi, če opozorimo na sebe. Imamo piščali, imamo prste, a ne? Lahko tudi brez prstov. Naučite se žvižgati ali pa uporabljate piščal, če greste na območje medveda. Ali pa eno zapojte, zaplostite, udarite s palce po drevesu, to je enako, kot da ste potrkali na vrata njegove dnevne sobe in je rešeno. In se bo vsaka žival umaknila, če le ni bolna. A pa če zakuraš ogenj.
Ja. Poslušaj naprej. Pri ruzaku še smo ostali. Se pravi, če bo medved ruzak odnesel ali pa karkoli ga pa raztrgal, boš kakor da vas raztrga, to je ena stvar. Vi ste v mestnem času že dobili ogromno razdalje, ne? Ste se počasi umikali, umirjeno, pregovarjali, ga imeli na očesu in medved se kar naenkrat spomni, da bo šel za vami. Izvedel bo prvi napad, ki je vedno fake. To si zapomnite za vse večne čase. Fake je. Je realen, pa ni zrealiziran. Se pravi, realno je, da pride žival do tebe, medvedka do tebe in šapami 1 meter pred tabo zabije tla. S prednjim dvema. Da potres naredi malo, da ti mačkan drek v riti zmrzne. In takrat grem stav, da ti noge poreže. Se sam zelo držiš, kot cunca, sam dol padaš, po moje. In kaj pa naredi? Ampak zavedajte se, pa še enkrat poudarjam, prvi napad je vedno lažen. To nam je doktor za medvede Miha Krofl že zdavnej povedal, ki jih preučuje in analizira. Doktor za medvede. Doktor. Jaz sem vodič za ogled medveda v naravnem okolju in sem mogel ta izpit narediti. Poznavanje medveda in tako naprej. Ne? In on nam je predaval in kad sem vam te informacije vam jaz samo naprej predajam. Tako da boste vedeli. Sam še nisem imel tazga bližnjega srečanja, sem imel že srečanje, ampak ne tazga, da bi mogel ne vem kaj mu puščati, pa se obračati mu, pa ne vem kaj. No, barnice ne smeš, moraš priti na bok. Še enkrat. Če boste poslušali, boste vedeli, da se vam ne more popolnoma nič zgoditi, če boste opozorili na sebe. Če boste pa šunjali, ne? Če boste pa potiho hodili, pa ne opozorili na sebe, pa zna narediti se, da se boste srečali z njim. A je to res? Ja. Torej izberite, kaj boste naredili. Saj se ne rabite dreti toliko, da vam glasilke izpadejo, ne? Ali pa žvižgati ne vem koliko, ne? Pomembno je, da ko pridete pred goščavo 50 na 50 metrov, ne veste, je not medved ali ni. Zdaj, a boste zaobšli, a če morate čez nopr, dobro, da malo zaploskate, no? Ja. Ja, odlipe tiste palčke morda bojo. Kako? Tiste palčke. Kakšne palčke? Odlipe. Zakaj? Kaj bi to rabo, če lahko zažvižgaš? Ne, če jih imaš tlele en kup, a ne? Ja. Dobro, kaj smo zdaj se na podzemne jame, kjer si lahko ustvarjal kaj? Brlog, a ne? Medved ima brlog, rečemo. In v brlogu je konstantna temperatura nekje 8-10 stopinj, plus minus. Zato je ful dobro. Kako? Zato je ful dobro, da... Ja, in ona ima po zimi, ko ima mladiče, jih skoti v brlogu, smo rekli od 1 do 4, so goli, torej brez dlak, slepi približno 3 tedne, nisem rekel gluhi, to verjamem, da niso, ampak spregledajo pa res šele čez nekaj tednov, povsem, ne, torej res dober. In kot sem rekel, so brez dlake, se skotijo. Mama v tem obdobju, to pravi 1 mesec, preden se oni ne odlakajo, pa dobro spregledajo, ne zapušča brloga, ker bi ti mladiči poginili zaradi podhladitve, ker jih ne bi nič grelo. Tako se pa ves čas stiskajo pri mami in seveda mama, kot sem rekel, ne zapušča brloga 1 mesec in svoje maščobe proizvaja mleko za te mladiče. Prej se pa ful naji. Ona se pred jesenjo se ogromno obilno naje, da se fino zredi. Odrasel medved poje 10 kg hrane na dan, različne hrane, je vse jed.
Se pravi, je oportunist, kaj to pomeni? On, ko bo prišel pod vašo slivo, ko bojo slive jesena, ne, recimo na tleh, in bo vse pojedel. Ne bo pustil niti ene za naslednji dan, ker ve, da bo čez pol ure prišel lahko drugi medved, pa bo vse pojedel. Ne? Prav, on se ponovadi dobesedno se baše, se iztreblja zraven in gre spet jest. Kaj je smešno? Da to hiter je. Torej, ne bo pustil hrane, če se le da, ne, no. In bo rajši pojedel, zato ker ve, da ga jutri ne bo lahko več tam čakala hrana, ker je prišel lahko drug medved, druga žival, jelen, srnjak, srna, tiste slive pojesla pa jabolka, ne, ko so pada z drevesa. Če bi jahke prišel kdo jem, ki ga sam drug dan zdravo naredil. Dobro. Misliš, da je to tako zelo? Nisem porušil. Ne, ograja gre. Ja, ste videli čebelnjak moj? Je ograjen. Sam električne, da. Ja, elektrika je na pošice, to pa je. Ja, ampak moraš Ja, sej. Upam, da ga ose tiče. Ne boji se. Če ga sršem pič, mu nič ni. Če ga v glavo pič. Značke so označeni z njimi in točno vemo, kje s kom se družijo, koliko časa so skupaj, kje so bili, koliko časa so bili. In točno vemo, da so medvedki, kot sem rekel, na Notranjskem, Kočevskem, torej v tem delu, kjer so kraški pojavi, samci pa povsod po Sloveniji. Samc pride do samice, je en teden z njo, točno 7 dni, se mata lepo, se mata romantiko, se ljubčkata in potem gre k drugi ljubici. Ne rodi še nič dojenčka. No. Govorim ti, ker je paritvena sezona. Tako, roka se dvigne. Počakajte mečkam, da končam. Se pravi, ko sta 7 dni skupaj, ta medved zapusti to medvedko in gre k drugi medvedki. Ta medvedka pa dobi novega ljubimca. In zakaj to naredi medvedka? Zaradi tega, zato da zavaruje svoje mladiče. Zakaj? Naslednje leto, ko bodo te medvedi spet prišli naokrog, se parit, iskat ljubice, ne, se reče, in bo ta medved srečal to medvedko, bo pustil mladiče pri miru, ker bo mislil, da so njegovi, zato ker se je lansko leto ljubčkal z njo, ne. Če se pa lansko leto nista ljubčkala, pa se srečate s to medvedko z mladiči, bo pa samc najprej, torej ta medved odrasel, pobil mladiče, zato, da se bo medvedka takoj parila z njim. Zaradi tega, ker ve, da se ni lansko leto paril z njo in ve, da niso njegovi in pač on hoče imeti svoje mladiče, ne. Ja, ne gre. Prihtam ti moram. Ja. Kako jih pa ubije? Ja, z taco. Verjetno tako naredi, pa padejo. In In medvedka se takoj potem začne res dejansko pariti z njim, zato ker hoče imeti naprej otroke. Ker on jih je pobil in pač noče ostati brez otrok. To je njen nagon, materinski nagon. Samo malo, eden naenkrat, prosim. In kaj pa če glih pride do brloga k medvedki, ko pride še en medved? Dva Kaj pa samca. potem? Ko se tako tavilka tepe. Ja, to se dela, da Verjemite, da je pri medvedih to urejeno bolj kot pri ljudeh. da se boriš. Da se manjši vedno umika večjemu, vedno. Tudi, ko jih spremljam dol na krmišču, ker imam kamere, bom lahko to potrdim, ne, se pravi, da bo najprej ob 4 popoldne pridejo najbolj lačni, to so oni najmlajši medvedi, tam okrog 60 kg, njih od mame odstavljeni recimo, ne. Mama medvedka zna tudi že prej priti, predvsem še pred večjimi otroke pripelje na futrat, ne, že okrog 11 lahko. In potem so medvedi celo noč, se pravi od 4 popoldne, pa celo noč do 10 dopoldne so kar tam skozi. Skozi se menjavajo. Torej, ko se
naredi popoldne, ki je ura 4 popoldne, pridejo, kot sem rekel, najmanjši 60 kilski, potem 80, 100 kilski in potem tam ob ene 2 zjutraj 3 pride ta velik, 350 kilski. Kaj? Tako hodi. Tako debel, da ne more iti tako, kot normalni, ne, ampak kar tako hodi. Sploh ni kople. Ha? Kopla, če hoče. če tako lahko. Kako pa jim dajo tiste vratence gor ali se uspavalno puščajo? Tako je, uspavajo jih zmerijo, vzamejo kri, blato, dajo na analizo, DNK pogledajo, da vejo pač kam spada, tako pač, da to sprejemajo, ne, se pravi, tudi kakce pol pobirajo, pa točno vejo, kjer kakec, kjermu medvedu pripada po DNK-ju, ja. Zato to naredijo. Se pravi, ga uspavajo, mu dajo gor Kako ga uspavajo s pištolo? s Ja. uspavalno puščico, ja. Kako hrtiš? Uspavalo mu dajo, pač ga ustrelijo s tako injekcijo, ki mu prileti v telo, se mu avtomatsko spustilo. samo spusti noter v uspavalo, se uspava, mu prekrije oči, pač ga stehtajo, kot sem rekel, zmerijo, šape, zobe, kaj še, In potem ga v domačijo. uhle, v glavnem vse, kar se da zmeriti, mu zmerijo, dolžino dlake, vse. In Dolžina repa, tace, širino tace, kaj še, ja, pa ta, skratka zobe sem rekel, prosim, Kaj pa če medved Marko pa medved Simon prijeta k medvedki Jeleni, pa ona potem sta pa oba dva medveda samca enako velika. Kjer se potem umakne? vedno bo nekdo prevladal. Te vrvice potem lepo izravna. In začnemo tukaj bolj na levi strani, se pravi z levo roko primem torej ta šopek in z desno roko pri motorju dajemo gas kako? Nazaj. Tako. Tle pa ves čas odvzemam gas, se reče. Ves čas delam to. In kaj moram narediti, če spustim, se mi vrti nazaj. Zavrtim, preprimem. Zavrtim, preprimem. A ne, zadržim, da se mi ne odvije. In ko zavijam, se mi torej dogaja taka lepa struktura, je vidite? Ja? In ko dam prste skupaj, se pravi še mačko bom zavil, ko dam prste skupaj, se mi ustvari taka lezankica. A vidite jo? Tukaj. In jo primem. Imam zgornji in spodnji del, torej zgornji in spodnji del. Zgornjega zavrtimo naprej in preložimo navzdol. Pa ta postane zgornji, ne? Je tako. Zavrtimo naprej, preložimo dol. Zavrtimo naprej, preložimo dol. Zavrtimo naprej, preložimo dol. In to ponavljamo, dokler ne pridemo do konca ene izmed teh vrvic. In kaj potem naredimo? Ne, hočem nadaljevati z vrvico. Samo dodam nov material, a ne, recimo bom tle malo trgal, da sam za prikaz. Se pravi, dodam nov material k zgornjemu delu, zavrtimo se skupaj in preložim navzdol. In zdaj ta postal zgornji, a ne? In spet nadaljujem. Probajte gledati, da je čim bolj enakomerna debelina teh vrvic, a ne, da ni ena ful debelejša kot druga. In na koncu dobite takole fantastično vrvico, ki je zelo močna tudi, a ne? Boste poskusili, koliko je močna. Odlično. No, daj probi, zdaj. Zdaj pa to težji del. Ja. Težko. Težko je, ne? Like it. Ja. Da bo šlo. Jako pomagi.
Gremo vsi trije. Ne bo, ne gre. Tam je bila resno najšibkejšem delu je počela, ne? Pa svi ženi. Ja. Daj da še ješ. Dobro. Nič. Gremo v akcijo. Prva skupina proti drugi skupini boste zdaj pletli vrv. Imeli boste pol ure časa. In tista skupina, ki bo daljša vrv spletla, ne, samo da vam pokažem, koliko so ene skupine. Ja. Se lahko tudi debelejše delate. Lejte, tole so spletli v pol ure, da mi ne bi prišli s kakšno polmetrsko slučajno. Lejte to. Zdaj raztegnite. V pol ure. Gremo se. V pol ure, fanti moji. Ajde, gremo vleč. Čakaj, neč vleč. Sam raztegnanje, da vidite, koliko je dolga. Raztegni jo. Še, raztegni. Kako? No, ena skupina. Koliko je to metrov? A? Kako ti gre? V redu. Čakaj, prosti, ja, ti malo nagajam s kamero. Kaži, kaj ti je nastala? Kako so začela? Strajno, ne? Ja. Ok, solidno. Prevelika zanka, malo manjšo zanko naredi. Ste se spani? Urban? Ja. Kako to? Jaz bi spal na posli. A res? Na moj posli bi rad spal. Sej boš. Sej bomo šli kmalu domov. Ja, v petek še. Ja. In upam, da si ne bom zob zbil. Zakaj bi si pa zobe zbil? Tega nočem. A si ga že? Ne. A, pa Tega gre že. 4-krat sem si. Enkrat zlomil, 3-krat zbil. Ja, ja. Tega Dobro. pa. Je težko? Ne, sam palc me boli na teti roki. Ker moram skozi držati. Ja. Super ti gre, odlično. Hvala. Pač prvič pletem karkoli iz trave. Včasih sem mislil, da to nič ne bo naredilo. A ne? Si videl, kaj se to močno vrv dobi? Ja. Fajn. Trava, prosim. Ti imaš tega. Ja, dejmo. No, še nekaj minut imate? Ja, ne znamo tega skozi, to je naš problem zaenkrat. Ne znate skupaj zvezati? Ja. Kako pa čevlje zavežete? Ja, na mašnico. Ja, na mašnico lahko zaradi mene. Ja, ajdemo. Letači. Izvolite. Zakaj to meni zdaj daješ? Ja, ne vem. Zakaj pa ne? Jaz ne moram tega. No? Prosim, napusti, da me ne boš zastral kaj. Meni se bi tule že zdavne izmudil. Zelo dober. Hvala. Pač prvič to delam. Si rekel, ja? Pohvale. Zelo dobro ti gre. Glejte, gledalci, kakšna lepa vrvica. Močna. Dosti enakomerna, moram reči. Zelo dober. Zelo dober. Upam, da zmagamo. Seveda ste zmagali. Končano. Ali sem še to spletem? No, prneste pokazati. Fantastično. Evo, prneste pokazati. Razpadlo vam je. Prneste, kaj ste naredili v pol ure. No, kar brez izgovora, prneste samo pokazati, da vidimo, kera je daljša. Tudi če obe date skupaj, tudi če obe zvežete skupaj, vas je ta skupina premagala. Tle bomo naredili zdaj samo še končni vozu, a ne? Ali pa ti ga sam naredi over finger. Mislim, da četrtic. Mi ne rabimo pomivati do konca tabora. Ja, sem res, vsi že včeraj Sam druga skupina pomiva, wow. Na kosilo. Ja, bo vidim tam.
Ja, ne, vsak svoje Evo ga. pomeni. To je to, to je to. Fantastično. Čestitam za skupina, kjera prva skupina spet zmagala. Šef, kaj je z drugo skupino? Zakaj izgubljate? Ej, brez pet skahal, prosim, no. Ne, sej res. Čisto nič ni delal. Ej. Samo vprašam šefa, zakaj se nič ne zgodi. Ni zaradi njega, si kaj pa zakaj pa ostali nič ne sodelujete pol? Vsi smo. Nabirali smo travo. Vsi smo, ful trave smo nabrali, pa ful smo nekaj. Glej, lih, kar sem naredil. To pa zmaga. Ja, vidiš. Nažalost ne. Nažalost ne. Čestitke. Ja, pomivate posodo. In še tretjič. Ne rabimo pomivati posode, ker smo itak dobili že dost se zmagali, da bi itak pomivali do konca. Ja, ni moj problem. Itak boste vi A vidim ali ne vidim? Ne vidim, dobro. Zdaj bom pokazal, kako se obnašamo, če nas ujame noč. Ker nimamo svetilke, nismo zakurali ognja pravočasno. Kar naenkrat se je dež ulil. Kaj moram narediti? Bivak. Imam s sabo ponjavo, imam vrv, rabim kaj sem 2 drevesa in zavežemo. Prosim, da se omaknete, da ne bo kdo po nesreči dobil. Evo, tukaj bom privezal, sem najdel prvo drevo. Zavežem začetni vozel, se pravi, to je nadaljevanje vrvi, to je pa konec vrvi. Konec vrvi lahko pripeljem čez vrv ali pa pod vrv, kaj naredim? Čez vrv. Ja, to hočeš sprašati. Se pravi, zdaj bom naredil ta začetni vozel, a ne? Se pravi, tesarski vozel. Smo rekli, pridemo čez in konec vrvi obvijem okrog same sebe nazaj. Se pravi, grem čez in okrog same sebe nazaj 3-krat. Enkrat, 2-krat, 3-krat. In zategnem. Ja? In to, gledajte, kako zdrži. Ja? Bolj ga zateguješ, boljš drži. In zelo hitro se ga razdre. Boste videli pol kasneje. Poiščem konec vrvi, vmes se še očistim in poiščem. To je moj. Pa to je moj. Jaz sem ga moj. Pa to je moj. To je moj. Kdo se nastavlja? Gospod Val. Val. Ki mu je ukradil svinčik. Sam malo, no, prosim. Je desno. Joj, se pripal dan. Tako, Jan, je gomaš to. Pa kaj jo boš za drugo? Evo se že ve. Bravo. Ja. Je končen. Kaj končen? Končen si najdel. Končno sem najdel drevo, če sem slep. Mislim, če nič ne vidim. Če je tema, Ja, pa daš pada. ja. Sam, a ni tako, da ima monten? No, a lahko prosim malo posluha? Ja. Ok. Zdaj, najbolj, da pred to smreko, to je smreka za gotovo, da skutem po Ljubju. Moramo pred to smreko narediti obvezno alpinsko zanko. Fantje, a boste vi povedali namesto mene? Kdo govori? Kdo bo zdaj govoril, bo pa še namesto mene pokazal, samo bomo oči zavezali. A prav? A bo red? Ok, naredimo alpinsko zanko 1 meter pred drevesom. Zakaj? Zato, da bom to vrv lahko dobro napel. 3-krat ovijem okrog dlani, primem za srednjo vrvico, naredim tako manjšo zankico, torej zanko in končano. Prav ta zanka nikamor ne gre po vrvi,
Lahko bi naredil tudi večjo in jo uporabil recimo za vleč kakšen top po gorah, recimo tako so si vojaki naredili na sred vrvi take zanke, so jih dali krog ramen, seveda so bile večje in so, kot sem rekel, kakšne topove lahko vlekli, a ne. Pridemo okrog drevesa z vrvjo, vtaknem tole čez vrvico, torej čez zanko pravzaprav, se oproščam. Kdo stoji gor? Ti. Jaz. Ja. Tako. Stopim. Stopim na to stran. Še malo. Tukaj še ena bukvica. Tole lahko, se pravi, na višino nekje bokov damo, ne? Ok. In zdaj zategujem, malo tlele čutim, da je raztrgana, strgana vrvica, a vidite? Ja. Jaz nič ne vidim, jaz samo čutim. Ja. Tukaj, ne? Ok, ja bom šla zdaj ta zanka čez bok. Ok, zdaj to dobim kot neke vrste škripec in kot vidite, kaj, ko vlečem nazaj k sebi, zateguje vrvico, ne? Evo, zdaj ta del ta raztrgan pršumen, tako da me ne skrbi več. A je vrv dobro napeta? Dajmo še malo. Tako. Glejte zdaj to, tle bom zdaj stisnil z dvema prstoma, bom držal celo napetost, evo. Z dvema prstoma, glejte. Ja? Je vrv še vedno napeta? Je. Ok, no bešite se gor. Tle naredim zdaj štirico. Se pravi, tle imam trebušček, pa repak med tema dvema prstoma, glejte. To je repak, to je pa trebušček štirica, vidite? In z repkom grem sam čez trebušček te štirice in potegnem nazaj in spustim. In je končano. In je ostala vrv napeta, je tako? Ok. Najdem eno palco ali pa kos lesa, ni pomembno, dam noter v zanko in zategnem. Da mi ne bi slučajno kdo po nesreči ali pa sam potegnil ali pa stopil gor na vrv, pa bi se mi vse skupaj podrlo. Boste videli, kako se pol to hitro podre. Pa sam potegneš. Kako? Ja, sam potegneš. Tako, zdaj bomo pokazali še, kako. Kdo se tukaj nastavil? Umaknite se mi prosim tukaj manj, rabim prostor. A niste v zboru? Razen oni kolegi, ki se načnejo snemati. Saj nič ne vidite, če ste tukaj tako blizu. Ostali ne more videti, je tako? Ok. Prav, če hočem čez reko ali pa čez potok, je najlažje, da se kar takole gor uležemo čez vrv, nogo zahakljamo takole z glesom, kot zdaj vidite, ja? In to je vse, kar rabite narediti. Mislim vse. To je pač osnova. Če to ne boste tako naredili, kot sem vam pokazal, boste padli dol kot čmok. Če pa greste takole gor, se uležete na vrv, a ne? Pa lahko spočivate gor. Ja? Ko hočem iti naprej, prav se sam dvignem, pa se potegnem po vrvi naprej in se je ful raztegnila, a ne? Se malo teži. Nič hudega. Skratka, ste videli, na ta način se gre čez potok, reko. Seveda nahrbtnik nimate na sebi,
ampak ga date kaj na karabin in ga pred sabo potiskate, a ne. Ko odhajam, kaj, iščem moj kos lesa, potegnem, opale, je šel ven, ja. Se pravi, samo potegnem za vrv in je razrahljano. Samo potegnem tole ven, navlečem. Potem prolečem to povsem vse. Tole mi bo zdaj dol padlo, ali? To. Tukaj imam že v roki alpinsko zanko, ki jo samo zalomite z enim prstom lahko, lejte, enkrat, pa tukaj še no. Evo. Tako, gremo še do semle. Samo razrahljam vozu, potegnete tlele takole in je končano. Potegnem, navijem, če gre tle dol, gre tudi na tej strani gor, oziroma rečemo naravnost dol, po strani navzgor. Ne naravnost navzgor, ampak po strani. A vidite? Tako bi bilo naravnost, tako je pa po strani. Pa gremo krog, no, upam, da bo šlo. To bom nižal, no, da ne boste, da lahko primeš kaj. Se pravi dol, po strani na gor, dol naravnost, po strani gor, dol naravnost, po strani gor, dol naravnost, po strani gor. Približno imam zdaj tle enako. Tlele vem, da se ne sme nič med sabo prepletati tukaj, a ne, se pravi, ko dam jaz to dol, mora tle vmes biti prostor. Tako, naredim dve zanki, povijem trikrat gor proti roki, grem čez vse zanke, primem te dve vrvici, jih potegnem čez, z njima naredim tako zanko, jih poveznem čez to zanko, zategnete dobro in to ne gre potem nikamor, to vržete čez hrbet, pred sabo prekrižate, torej od spredje prekrižate, od zadaj prekrižate, a ne greste čez vrv in tukaj naredite, kaj? Navaden vozel. Ambulantni vozel. Kako si čevlje zavezujemo? Recimo najboljše je tako, da naredite kar dve zanki, približno enako dolgi, a ne? In ta, ki hoče hmen, gre preko te, noter pa ven. Zategnem in vse, kar mi štrli, a ne, čutim, da mi še štrli, si samo zataknete takole za vrv, da greste lahko čez grmovje nemoteno, da se vse ne zaplete v vas, a ne. A vidite, pa je vse lepo pospravljeno in sem pripravljen za odhod. Dobro jutro. Zdaj bomo pokazali ta naš pležalni pas, ki smo ga naredili, ne? Se pravi, kako to v praksi potem deluje. Vržemo čez, vrvi. In zdaj, zdaj se bom sam gor potegnil in evo, ne drži. A ne? Lahko se še spuščam pokaj dol. Sprav čisto glavo, a ne? Vidite, kako me držijo na ramenice. In lepo lezate, kamor želite, ne? Kaj ste videli?
Ja. V redu? Ja, tole lahko uporabite tudi čips Pringles, je fantastičen. Pravijo otroci, da je manj kot 50% krompirja noter. Zelo dobro gori. Zdaj pa piha. Zato ni čips. Ja, seveda ni čips, ne. No in s tem bi lahko začeten ogenj zakurili, ne? Čakaj, bomo naprej, čak samo. Tega ne počnite doma, to je samo prikaz, da boste vedeli, da če imate Pringlese s sabo, lahko zakurite začeti. Ej, ne delaj tega, prosim. Evo, zdaj imam pečen čips. Že teče to. Ne rabiš vate. Še ugasniti noče, lej ga. Lahko hodim. Lahko. Ej, ha. Tako. Pa smo ga krt. Deževnik. Deževnik. Medved. Medved. Srna. Crna. Lisica. Lisica. Volk. Kar ostani, stani. Srnjak. Dobro. Antilopa. Antilopa. 9. Deževnik. Človeška ribica. Deževnik je že bil, ja. Počepni. Počepni. Človeška ribica. V redu. Ris. Ris. Jelen. Maravlja. Pavš. Bazilisk. Koala. Spravo naštevamo živali celega sveta. 9, 8, 7, 6, 5. Ptica. Ptica te je rešila. Slon. Slon. Lev. Lev. Žirafa. Žirafa. Morski pes. Ja. Kit. Riba. Ja, dobro. Orel. Orel. Gepard. Okay. Tiger. Leopard. Tiger je že bil? Kje? A je že to rekel Jaz sem tiger? rekla lev. Aha, to je drugo. Črni panter. Črni panter. Slon. Slon. Slon Ni še bil. Slon je že bil. 9. Odštevamo skupaj. 8, 7. Hobotnica. Hobotnica. Lazar. Lazar. Rak. Zajec. Polš. Papagaj. Polš Je že bil. Pavš si že rekel. Sedi, pisem počepni. Vodni polš. Dobro, ne ti bo, aj. Škamp. Morski list. Morski list. Ne vem. Ne veš, počepni. Kaj? 9, 8. Krava. Obat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, počepni. Morski ježek. Morski ježek. Okay. Kobilica. Kolka. Školjka. Pes. Bik. Bik. Je pa že bil. A ne bil bik že? A krava je bila, ok. Mačka. Mačka. Sršen. Sršen. Čebela. Čebela. Pika polonica. Pika polonica. Pujs. Pujs. Miš. Miš. Mačka. Mačka. Ne, to sem Mačka je že bila. Osa. Osa. Divja svinja. Čmerl. Ja. Ovca. Ovca. 9, 8, števamo skupaj. Smrdljivc. Odlično. Ta. Ta pa ne vem, kaj pomeni. Kokoš. Kokoš, v redu. Pršič. Osa. Že bil počepni. Osa. Že bil je bil. Si rekel. To je že bil. Osa. Osa. Osa je bila. Počepnita oba. Papagaj je tudi že bil. Jaz sem rekel. Ja. On je rekel papagaj. 9, 8, 7. Veverica. Veverica. Divja svinja. Divja svinja. Dobro. Mislim, da je tudi divja svinja že bila. Ja, ja, počepni. Res je, ja. Mal je rekel. Puma. Sam še vidi, da sta. Si že jaz rekel. Orel je, evo, zmagal poskusno. Čestitam. Zdaj pa zares. Zmag. A Za- tako rečeš kar tako. Evo, jaz sem prvi, pa rečem celo živalsko kraljestvo. Za nagrado, se pravi za spominek, kdor bo zmagal v kvizu v naštevanju slovenskih živali, dobi tole medvedov sled, pomanjšano 1:7, kot magnetek za na hladilnik.
A je dober? Ja, odličen. To imamo na mesto malce. To je malce. Svež. Ja, na mesto malce je, ja. A je v redu? Malce. Super je. Bo, ne? Kar še odsprt. Ne, kar naprej, še kar naprej. Z eno peče malo naprej, z eno nogo stop čez. Taj bager, ej. Pet na desno. V redu, zdaj pa pet naprej. Pa zdvigam nogo. Tako, ja. Vrnem se malo bolj. Ja. Stop čez. Tako, sam dvigam levo nogo. Stop čez. Visok. Pa dajte malo med sabo. Tako, še druga noga. Druga noga. Naprej greš. Naprej hodeš. Malo v desni, malo v desni. Ne, v levo. Dajte vidva nekaj drugega narediti, kaj isto, kaj ona dva. Zdaj boš naredila Ja. 3 korake naprej. 1, 2, malo desno. No, a smo? Naprej. Narediš Malo. velik korak. Zdaj sem poživela. Ja, levo nogo. Čez, Malo čez. levo, pejt. Dviga nogo. Stop Čez, ja. čez. Tako, ja. Probi stop. Mora to. Še, zdaj pa narediš Kako naj to stop? Dol boš šel, dol boš šel. Ajde, dvigaj. lop levo. Ajde, nekaj sporiš. Tako, pa zdaj se naprej dvigajte. Še levo. Reči sem spodaj. Zdaj se pa Pol smo mi. Naprej. nosiš 4, in se Naprej, ne, lahko staneš. Malo pojdi v levo. Okay, ti pa Levo, tako, ja, 6 stopni. pa pejt. Kaj mora? 6 stopni. Tako, ja, dobro. Za drugo. Levo. Ne veš? Ne. Gremo dalje. Si znanje pridobiti, da bomo znali se znati naraviti. Čas. Tudi ne veš? Gremo dalje. Vse je v redu, vse je v redu. Anže? Bo šlo? Ne vem. Ne veš. Da se spomnim. Se lahko pišeš človeka, če ne veš, kako ima ime. Ne bo šlo, a ne? Gremo dalje. Koga sem zadev? Mene. Pa pojdi naprej. Pazi levo. Zdaj pa čim bolj dol, kakor gre. Pa malo bolj levo, pa dol, pa pejt. Levo pazi. Pazi. Spadi moraš iti glavo. Ja, ne veš. Ja, naprej, levo, malo bolj levo, pa naprej, ja, tukaj.
pej malo desno, naprej, zdaj pa naprej, še malo levo. Zdaj pa se sklon, pa naredi malo manj, pa tako da boš lahko hodila čez. Pa naredi en velik korak naprej. Potem, da imaš glavo. Čim više. Ali pa ne, ali pa sam pejt naprej. Sam pejt naprej, zdaj pa sklon. Zdaj pa malo bolj levo, pa se malo bolj desno, pa se čim bolj sklon, pa pejt spodaj. Kom? Okay. Pejt spodaj. Ja, tukaj, ja. Ma ne, tle ne smeš. Tam je pravilka, no, za tam noter. Ne boš pomišljati. Daj malo večje naredi, da ne. Daj poznam. Ok, da tu. Ok, ja, kar naprej, tukaj ti bo rad. Kaj je kar na kolena, pa po vseh 4, pa je. Malo bolj levo. Ja, tukaj, ja. Oh my god. A sem? Ja. Kaj se vi naredili? Kažemo, dej, ajde. Gremo na survival, si znanje pridobiti, da bomo znali se znajti v naravi, če se bi izgubil. Rijan? Že? Ne. Gremo dalje. Si znanje pridobiti, da bomo znali se znajti v naravi, če se bi izgubil. Stoj. Gremo na survival, si znanje pridobiti. Val se ne gre. Ni val. Gremo dalje. Na survival, si znanje pridobiti, da bomo znali se znajti v naravi, če se bi izgubil. Mi gremo na survival, si znanje pridobiti, da bomo znali se znajti v naravi, če se bi izgubil. Mi gremo na survival, si znanje pridobiti. Ajde, Rijan. Bravo.